Kot je Gregor že omenil, včeraj popoldan smo dobili to povabilo za udeležbo na sestanku, na katerem bi naj predsednica vlade predstavila dokumente za rebalans proračuna 14, za tudi proračun za leto 15. Zelo na hitro, kolikor je bilo časa, sem te dokumente skupaj s kolegi pregledal in če dam prvo oceno dokumentov, lahko mirno rečem, da so ti proračunski dokumenti kapitulacija te koalicije, priznanje te koalicije, da ne zmore tega napora, da bi začela izvajati ukrepe, ki so nujno potrebni za rešitev v Sloveniji iz te težke situacije, ampak da je ubrala pot, po kateri je zbrala potrebe in zahteve koalicijskih partnerjev, skupin, ki te partnerje zastopajo in razliko zapolnila z več obranimi davki in pa z zadolževanjem. Sam se bojim, da je ta kapitulacija koalicije tudi kapitulacija Slovenije in da s takšnimi dokumenti dobesedno izzivamo in vabimo predstavnike trojke, da stopijo v Slovenijo in naredijo tisto, kar bi morali Slovenke in Slovenci, vlada, koalicija, opozicija, socialni partnerji narediti sami. Spomladi je gospa Alenka Bratušek v drugi polovici marca prevzela vodenje države. Vem, da je situacija bila že takrat zelo težavna in da ni bilo enostavno prevzeti tega krmila v roke. To, kar pa počne sama in pa tudi koalicijski partnerji s tem odnašanjem, s tem klicanjem po več časa, me spominja na družino, ki je pred hišo pripravila nek skupen sestanek, piknik. Na nekem vogalu ta hiša začne goreti, oni se pa odpravijo na piknik še v sosednjo vas in pustijo, da jim hiša dobesedno pred očmi zgori. Sam ne morem drugače oceniti delo, ki ga počnejo in mislim, da je to skrajno neodgovorno početje, ki pelje Slovenijo proti temu, da dejansko izgublja bitko v tem svetu in da se sama iz te situacije enostavno ne more več rešiti. Zakaj ocenjujem to početje takšno? Mislim, da je politika, gospodarska politika novih davkov, ki jo ta vlada vodi v teh zadnjih mesecih, povsem napačna politika. Mi smo, kot vidimo zdaj iz teh dokumentov in kot je bilo moč tudi razbrati iz tega prepiranja med koalicijskimi partnerji in teh signalov, ki so jih dajali z dneva v dan ven, se je šlo na to pot, da se je zbrali teh 560 milijonov evrov dodatnih davkov. Vemo, ključne davke so DDV in pa davek na nepremičnine. S tem obremenili gospodarstvo, obrtnike, kmete, lastnike teh nepremičnin, zmanjšali porabo, tudi z DDV-jem, če pobereš ljudem več davkov, prav tako zmanjšuješ porabo in na ta način enostavno začeli z načrtnim ali pa nevednim uničevanjem tistih, ki morajo to državo rešiti letos, naslednje leto, naslednje desetletje. Mi tudi novih kreditov, katerih se obetamo za javni dolg, za reprogramiranje starega javnega dolga, za sanacijo bančnega sistema ne bomo nikoli vrnili, koliko ne bomo ohranjali zdravo gospodarsko substanco in si slepo mazali oči, da lahko živimo na tak način, kot smo živeli zadnja leta še naprej. Zato mislim, da je ta pot povsem napačna. V Slovenski ljudski stranki bomo tudi vsemi sredstvi nasprotovali takšnemu sprejetju davka na nepremičnine iz enega enostavnega razloga, ker premierka ne sledi tega, kar je zapisano v programu stabilnosti, izhaja iz neke ugotovitve, ki je temeljila tako na priporočilih Evropske komisije, Evropske centralne banke, na korakih, ki jih je naredila prejšnja vlada, korake, ki jih je tudi sama predvidela in zapisala v ta program stabilnosti, in to so ti koraki, kjer moramo 2/3
te luknje reševati na strani zmanjševanja odhodkov državnega proračuna in zgolj 1/3 v novih davčnih obremenitvah. Kako smo si v Slovenski ljudski stranki predstavljali in kako smo in še danes govorimo in mislimo iskreno participirati pri reševanju Slovenije v teh težkih težavah, v teh težkih časih. Na začetku mandata gospe Bratuškove, ko sem ji postavil neka vprašanja, bil očitno napačno razumljen, sem potem v nadaljevanju, lahko mirno rečem, igral to konstruktivno, včasih že skoraj moderatorsko vlogo med koalicijo in pa največjo opozicijsko stranko pri fiskalnem pravilu. Tam gre za to resnico, da se dogovorimo, koliko bomo potrošili, koliko bomo ustvarili in na nek način spravili finance v določeno ravnovesje. Sam sem si od tega osnovnega zakona, se pravi najprej ustavne spremembe, pa do izvedbenega zakona, predstavljal naslednje korake na takšen način, da sedemo za mizo koalicija, opozicija, vem, da to breme za bilo katero koalicijo pretežko, da ga sama izpelje in da na koncu tudi takšni predlogi ostanejo v veljavi, da se ne zgodi ulica, da se ne zgodi kup drugih zadev, s katerimi se takšne odločitve sprejemajo. Zato smo ponujali proroko, da sedemo za mizo, damo te 2/3 na eno stran, 2/3 na drugo stran in poizkušamo sestaviti pahljačo teh ukrepov, s katerim bi te težke ukrepe sprejeli in to predstavljali Slovenkam, Slovencem. Sem najprej, po mojem globokem prepričanju, najprej skupaj z socialnimi partnerji, z koalicijo opozicija, sindikati in pa delodajalci in na koncu, da odgovorno Slovencem in Slovenkam povemo, v kakšni situaciji smo. V tem delu enostavno ni bilo, poleg tega, da se je zaradi pritiska in zaradi tega, da smo lahko poleg referenduma še fiskalno pravilo zapisali kot nek majski dosežek, se to v parlamentu naredilo, koraka od tam naprej, da bi šel kdo to narediti, ni bilo narejenka tudi zdaj, kakor vem, so neki pogovori, nikjer ni tega zakona. Ampak, kot je bilo tudi takrat pravilno ugotovljeno, ni problem zakon. Problem je to, kaj bomo naredili in kdo je pripravljen kaj narediti. Ko smo konec avgusta potem opazili, da vlada se neuspešno pogovarja in da gre v to smer, kot vidimo danes izdelek na mizi, takšen rebalans proračuna, sem tudi dal tisti poziv, ki je bil očitno nespremljiv, pa za nekatere provokativen, za druge nesraden, drzen, da naj ta vlada prizna to svojo pravilno nesposobnost in da se usedemo vsi skupaj za mizo in prepustimo to breme ljudem, katerim bomo dali ta mandat in da se skupaj z njimi dogovorimo in da izpeljemo državo iz te težke situacije. Takrat vemo, kakšna je bila usoda tiste pobude. Potem zdaj slabem mesecu, od takrat ali pa na mesecu, po takrat je prišel ta dokument na mizo in kot sem že dejal, mislim, da je to, če ponazorim, sem imel občutek, da smo v čolnu veslamo proti niagarskim slapovom in od nekod dobimo še vsak 2 Red Bulla v čoln, da bomo čim prej šli v ta propad. Jaz žal ob vsem optimizmu pa veri v svetlo prihodnost tega dokumenta in pa takšne politike drugače enostavno mogoče ceni. Toliko ljudi. Boste šli na ta sestanek, po naših informacijah SDS ne gre, NSI gre pa zgolj iz ljudnosti, nekako so se izrazili. Da bodo tudi svoje stališča mi smo vedno pripravljeni za pogovor, tudi danes bomo šli in približno to, kar sem vam povedal, imam namen povedati tudi predsednici vlade, kaj si mislim o dokumentu in pa o njeni politiki, ki jo vodi in jo, kot je sama dejala, v teh dokumentih tudi zapiše. Na kakšen izgled tega srečanja računate na kakšen? Najprej lahko rečem, da če predsednica vlade ocenjuje, da je politično usklajen dokument, ki očitno tudi v tem trenutku prinaša preživetje skozi nezaupnico. Če je to usklajen dokument v koaliciji, mislim, da je vsaka demokratična država sestavljena tako iz koalicije in iz opozicije. V opoziciji, se pravi z nami, do danes nihče o tem govoril in mi nikakor
ne moremo govoriti o politično sprejenem dokumentu. Kaj bi pa mi predlagali, ker Nova Slovenija ne, pravi, ne, da bi bilo treba delati več sistemskih, skratka, sanacija bank, sistemske reforme, zlasti reforme zdravstvenega sistema, da manjka boljše črpanje evropskih sredstev, da bi morala vlada biti bolj pogumna pri prerazdeljevanju teh evropskih sredstev občinam, recimo, ki imajo projekte pripravljene in ne pa tisti, ki jih v bistvu nimajo. Tako naprej, v njih države z gospodarstvom, recimo, to so takšni predlogi njihovi. Kakšni so pa vaši? To so predlogi, ki so zapisani v program stabilnosti. Najprej imamo zelo povrsti. Pri bankah predsednica vlade vpraša sebe in pa svojo stranko, kaj je počela lansko leto v takšnem času, ko je bil občutek, da je med koalicijo in opozicijo usklajen projekt Slane banke. Cena enega leta pri nastajanju novih in novih slabih kreditov je zelo velika. Ta številka se kvantificira lahko z stotinami milijonov. Bojim pa se, da je iza tega manevra, ki je lansko leto narejen skozi tudi tisto ustavno presojo, dosežen cilj, da se je zgubila druga polovica lanskega leta, po padcu vlade je zdaj za nami teh 9 mesecev in v teh 9 mesecih so ljudje, ki so dobesedno ukradli to državo preko teh vrhunskih kreditov, imeli čas eno leto še spraviti sebe bolj na varno stran. In ali je to hote ali ne hote, hočeš nočeš bil premijer, slej ko prej to moramo priznati, da je to leto, ta malta, ki so ga pridobili nekateri pomeni v slovenskem prostoru, generalno skupaj mislim, da za nekaj milijard večje breme za prihodnost, za nekatere posameznike v Sloveniji pa največ možno, da so nekaj milijonov skrivili na varno stran v tem zadnjem času oziroma ne bili odgovorni, mogoče še v času, ko so nekatera kazniva dejanja lahko preganjali, katera ne. Drugače to ne morem razumeti, kot sem že enkrat rekel, ali ne vede, ali ne vede, efekt je na koncu takšen. V drugem delu, kar se tiče tudi upravljanja državnega premoženja, slovenske državne holding, kaj imamo od tega, kaj je bilo lansko leto. Jaz moram reči, da sem bil tudi znotraj prejšnje koalicije kot minister deležen tudi kakšnega poziva največ odstopu, zaradi tega, ker se nisem strinjal z tem kadrovskim političnim kadrovanjem. Pa nekaj še enkrat povem oba primera, kjer mislim, da sem dobil, če se izrazim po nogometno, 2 rumena kartona. Prvi je bil imenovanje vodstva v podjetju Gen Energija, drugo je pa bil odkrito nasprotovanje temu, da bi gospod Vidoslav Turk vodil to družbo, kaj je bila? Kaj je bilo Ladiš? Auken, ko je bilo imenovanje v parlamentu. In te neumnosti so se počele tudi v lanskem letu. V letošnjem letu so te stvari samo stopnjevane na kvadrat, pa konec koncev tudi finančni minister zapiše, da se s tem strinja in v tezah novega zakona želijo legalizirati to zadevo, da vlada preko soda to počne. Kdo je danes v sodu, kdo upravlja z državnim premoženjem, mislim, da že z dnem bolj jasno vsakemu v slovenskem prostoru. In te isti ljudje, ki zastopajo te interese, tisti, ki so skozi bančni sistem upeharili državo, so se danes selili v slovenska državna podjetja in iz istih centrov moči se tudi danes upravlja s temi podjetji. To je drug problem, na katerega enostavno ne želimo, nočemo odgovoriti in v Sloveniji počnemo samo to, kar je na nek način nazven, se dobro sliši, ena stvari, kateri bi morali narediti. Kaj počne pravosodni sistem, tu ne vem in me prav zanima, kdaj bodo te ljudje začeli odgovarjati, kdaj bomo dobili na svetlo ljudje z imenom in priimkom, direktorje, nosilce podjetij, ki so dobesedno to finančno luknjo naredili. Tako da banke in pa upravljanje državnega premoženja zagotovo. Tu naprej pridemo na prepotrebno reformo države. Mi enostavno nobenega podsistema se ne lotimo reformirati in nadaljevati s temi stvarmi. Delno je dovoljeno na trgu delovne sile, delno na pokojninski reformi. Nič ni narejenega na področju zdravstva, od tu naprej na ostalih podsistemih, šolstva, ne vem, minister skliče univerze skupaj, ugotovi, da imajo premalo denarja in bodo več denarja. To, ali imamo bolonjski sistem pravilno, ali daje rezultate, ali imamo
pravilen vpis v visokošolske inštitucije. Smo res tako pametni Slovenci, da gre 80% srednješolske mladine študirati, od tega pa 30%, 35% pa tega končati. Mi se moramo v Sloveniji začeti ukvarjati z temi realnimi problemi, ki to državo tone. To, kar se zdaj tu kaže in kar se s takšnim krovnim proračunskim dokumentom pokriva, govori o tem, zato sem delal na začetku, da je to kapitulacija, ker se enostavno nobenega od resnih problemov, ki ni všečen, ki nima za sabo simpatij, ne želimo dotiti, ampak puščamo nam državo do besedno probavi. Gospod Bogovič, a nameravate premijerko, pride tudi finančni minister, če sem prav razumel, vprašati, na kak način namerava ali pa načrtuje v proračunu rešiti težave, ki bodo zaradi te dokončne odločitve sodišča glede poplačila. Ja, še posebej je to zanimivo zaradi tega, ker pravzaprav bi to morali načrtovati v državnem proračunu, glede na to, da je sodišče že prej odločilo, zdaj šlo zgolj za neko revizijo in je bilo relativno zelo verjetno, da to ne bo ustavilo. Stvari gre pa za potencialno izjemno velike vsote. Gre za 170 milijonov evrov, ki jih proračunu slišali. Ne gre samo za to. Mi imamo v proračunu 1,2 milijarde za sanacijo bančnega sistema. Po teh številkah, ki zdaj prihajajo na svetlo, govorimo, da vemo, 3, 4-krat, 5-krat na tem znesku. In če ta segment, če pregledamo račun financiranja, ki predvideva to zadolžitev, je nerealen, je fiktiven. Prvič ocenjujem, da je prihodkovna stran proračuna vsaj za 200-300 milijonov prenapihnjena, po drugi strani pomeni, da bomo imeli vsaj 1,5 milijarde primanjkljaja tekočega. Temu moramo dodati naslednje leto 3 milijarde reprogramiranja, to, kar je navedeno kreditov, in temu dodati te obveznice za sanacijo bank, ki niso 1,2 milijarde, ampak so, ne vem, 4-5 milijard. Te so v projektu slabe banke. Razumemo, ampak o čem mi zdaj govorimo? Mi govorimo o tem, da ima ta država ključen problem, ki ga ne želimo zaznati, to, da nam obresti zaradi tega tako rapidno naraščajo, nam narašča glavnica, zaradi tako zgrešene ekonomske politike, pa nismo več kredibilni partner, na osnovi česa bi dobili obresti po 4%, ne po 6%. In zaradi tega, ker bo naslednje leto potrebno, ko se štejemo javni dolg, proračunski primanjkljaj, reprogramiranje kreditov, izdajo obveznic za slabo banko, in če kdo misli, da ta slovenski narod zdrži, da bi 3 milijarde evrov kreditov vrnil po 4%, prej najeti po 4%, iz česar je bilo 120 milijonov obresti, in najame 10 milijard kreditov po 6-7% obresti, za katero bo plačeval 600-700 milijonov obresti, beri drugače, skok obresti iz 800 na 900 milijonov, pa potem na 1,3 milijarde, je to misija nemogoče. In ravno tako so ta obveznost, ki je zdaj očitno nam pride v obveznost države, to kaže na to zadevo, kako se tudi minister Virant loteva teh zadev. Zaston kazati zdaj tudi na ministrico Krebsovo in pa ostale. To je posledica te reforme. Na osnovi te reforme bomo plačali ta bremena, ko pa je imel ključno nalogo, da na spomladi, zato sem delal, da so šli na dopust na mestno opravljanje svojega dela, takrat, ko bi moral v javnem sektorju govoriti, je pa zmogel napor, da se je pri 4 milijardah odhodkov za 37 milijonov evrov zmanjšala ta zadeva. Tule nam pa pride 170 milijonov bremen iz preteklosti. In mi imamo povsem neusklajeno zadevo, ker enostavno eni zberejo potrebe, s katerimi bi približno svoje ciljne publike zadovoljili, na drugi strani pa zato, da bi te ciljne publike zadovoljili, nabijamo davke. In tukaj gre pa očitek tako predsednici vlade, kako finančnemu ministru, da ne dela druga kot 2/3 razredna računovodja, ki enostavno, ko imate neko osnovo, samo zvišuje ta procent. Ne gre tako za države ne vodi. Mi moramo narediti ekonomsko okolje, kjer bomo več ustvarjali, ne pa računali, da lahko od
teh, ki so še ostali z višjimi procenti in pa z novimi in novimi davki to pobera. Mislim, da je povsem napačna finančno politiko in gospodarsko politiko, ki jo enostavno ni. Lahko samo na kratko, prosim, sicer ste opozicija, ampak vseeno, pa se poskušali s kakšnimi amandmaji, potem na proceduri izboljšati ta dokument. Imate vi občutek, da bi bil amandma sprejet? Zato vas sprašujem, če boste vseeno poskušali. Mi bomo pogledali, poskušali narediti, bojim pa se, da je pri tej koaliciji, ki očitno ne rabi opozicije, to čisto javno dobro. Bomo pa jasno povedali in nakazali, kje vidimo napake in poskušali tudi najbolj z amandmajskimi oblikami, za katere pa že danes se lahko rečem, da bodo ne izglasovani, tako kot lahko rečem, da bo zaupnica predsednice izglasovana. Kaj mehanizem, mislim, da pričakujete po sanaciji bank, ko se nekako, da guverner začenja omenjati kot možen scenarij. Pričakujete, da bo do tega prišlo, da bo započil za ta poceni zadolževanje v Evropi, hkrati z nalogami, ki nam bodo potem iz tega naloženi? Tako kot zdaj počnemo tako, da smo na finančnih trgih nezanesljiva država, ki dobiva obresti po 6-7%. Ta mehanizem pomeni, da konec koncev to tudi priznaš in da dobiš od mednarodne skupnosti denar po normalni obrestni meri. In kot sem že omenil, za našo prihodnost je usodno odvisno, ali bomo imeli teh 10 milijard ali pa 8-10 milijard v naslednjem letu najetih po 4%, kar lahko dobimo najbrž samo iz neke pomoči, ali pa po 6-7%, ali pa da jih sploh ne bomo dobili, pa bomo imeli potem problem in pa kolaps v javnem sektorju in pa pokojninske blagajne. Skratka, pričakujete, da bo to sproženo? Ja, jaz pričakujem, da bo to sproženo in mislim, da je to konec koncev glede na takšno politiko, kot jo vlada vodi, tudi edina rešitev. Kajti, kot sem želel, sami ta koalicija in ukrepe, ki jih izvaja, mislim, da ne peljejo v pot, da bi lahko mi postali ljudem partner. Je pa še enkrat več to, kar je omenil tudi guverner banke v zadnjih dneh, ni dovolj samo to, da bomo mi drugo leto dobili denar. Pomembno je, da bomo z gospodarsko politiko, z neobremenjevanjem gospodarstva ohranili to vitalno slovenskega gospodarstva, ki bo teh, 27, 28, 19 milijard, kar bomo dolžni konec naslednjega leta, uspeli tudi doplačati v naslednjih desetletjih. Pa fajn, da bi še kakšen NATO sval tukaj, da bi zadodeli.